Danes ženske v Evropi predstavljajo le 14% članov upravnih odborov v največjih družbah in 3% vseh predsednikov teh upravnih odborov. Ali je to zato, ker je v Evropi manj žensk kot moških? Ne, ženske predstavljajo 50% prebivalstva. Ali je to zato, ker so manj izobražene od moških? Ne, 60% univerzitetnih diplomantov je ženskega spola. Ali je to zato, ker imajo slabše poslovne spretnosti od moških? Ne, študije dokazujejo, da enakost v odborih pripomore k večji učinkovitosti. Ženske pogosteje sprejemajo načrtovana tveganja kot moški, kar prinaša dodatne koristi. Glavni razlog za to neravnovesje v vodstvih podjetij so očitno možje, ki se pustijo razvajati v svojih moških klubih. Bi morali uvesti kvote, da bi si lahko ženske utrle pot? Je treba prebiti stekleni strop? V politiki se zaradi načela enakovrednosti stanje v mnogih državah izboljšuje. Parlamenti v Evropi so v povprečju sestavljeni iz četrtine žensk. Na severu, denimo na Nizozemskem, Švedskem ali Finskem, je več kot 40% poslancev ženskega spola. Na jugu pa je prostora za ženske očitno manj. Na Madžarskem in na Malti je na primer v parlamentu manj kot 10% žensk. V polkrožni dvorani Evropskega parlamenta je 37% žensk. V gospodarstvu skuša Evropa doseči 40% delež žensk v upravnih odborih družb, ki kotirajo na borzi. Norveška, pionirka na tem področju, s tem pristopom že dosega uspehe. Tudi druge države, kot so Francija, Belgija, Italija in Španija, so že sprejele tovrstne ukrepe. V drugih državah, zlasti srednje- in vzhodnoevropskih, pa take kvote razumejo kot ukrepe sovjetskega tipa. Ne moška prevlada na vodilnih položajih, anahronistično se jim zdi uvajanje kvot. Kljub temu pa kaže, da se stvari brez pritiska ne bodo spremenile. Primer? Vodstvo Evropske centralne banke v Frankfurtu. Voditelji evra so bili dolgo videti takole, niti ene same ženske. Šele pred kratkim se je v tem moškem klubu pojavila ženska. Da bi to dosegli, je bil potreben močan medijski pritisk in celo grožnje veta Evropskega parlamenta. In vse to za eno samo žensko sredi vseh teh moških. Zadeve se sicer premikajo v pravo smer, a kot kaže, bo preteklo še precej časa, preden bomo dosegli resnično enakopravnost.